Mama! Je kosilo na mizi? Kmalu bo, Petrček. Človeško telo dobiva energijo na najlepši možen način, s tako okusno hrano. Toda hrana je le surovi material, telo pridobi snovi, tako da jih prebavi. Žvečanje hrane je prvi korak v dolgem procesu prebave, kjer se snov pretvarja v energijo. Hrana bo šla v požiralnik, cev, ki vodi v želodec. Medtem pa v jedro bližnje celice. Vodja, sporočilo je na poti. No, ne smete spati na delu, kaj ne vidite, da je hrana na poti? Takoj pošljite sporočilo mišicam v požiralniku, naj se zmigajo. No je nakaz za mišice v požiralniku. Adijo! Skrajni čas, da nam daste nekaj dela, kaj ne? Daj že, potrebujemo vse mišice. Zdaj! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kilodžulov maščobe, 5 kilodžulov beljakovin, 5 kilodžulov škroba, lepo, še sladkor, kar precej ga je. Še nekaj maščobe, vitamin D, hrano spustite naprej. Hrano spustite naprej, že v redu, toda brez hitenja, nočem zamaška. Otroci kar goltajo hrano. Očistite pot do želodca. Adijo! Oprosti. Želodec s prebavnimi sokovi je kot prehrambena tovarna, kjer vse elemente hrane ločijo in razvrstijo. Maščobe, vlakna, minerali, vitamini, škrobi, sladkorji, beljakovine. Vse sestavine kosila razstavijo in stopijo v prehrambenih sokovih. Hrana je na poti, ko se prične prebava, bomo potrebovali več sokov. Takoj povečajmo pretok. Živjo! Adijo! Potrebovali bomo prebavne encime. Kličemo vse prebavne encime, zglasite se na svojem mestu.
Kam se jim mudi, mojster? V želodec, draga moja, mudi se jim, ker jih potrebujejo. Ko kliče dolžnost, encimi pohitijo na delo. Kar naj grejo prebavljat, toda vseeno naj nas pustijo pri miru. Kisik je dragocen, vsi ga hočejo. Hormoni so majhni, toda hitri in učinkoviti. Poglejte tja. Čakaj, Pepsin, to je mleko, tvoje delo so beljakovine. Prepusti to meni. Pa sem se res zmotila. Marljivi encimi si vzamejo nekaj minut počitka, toda kmalu jih spet potrebujejo. Kličejo jih, da spet opravijo svoje delo. Peptidi, aminokisline, sesirjeno mleko. Vse je v redu. Veliko preveč sladkorja, kot ponavadi. Poglejte, koliko maščobe je prišlo. Tako, odprite želočnega vratarja, smer 12-ternik. Adijo. Hej, vi, kam pa greste? Kdo bi? Mi smo koliformne bakterije. Živimo v tankem črevesju, policist. Policist, v tisto smer gremo, mudi se nam, zato bomo kršili naprej. Pravijo, da so koliformne bakterije, toda spominjajo me na salmonelo. Čakajte, bakterije, pridite sem, pokažite dokumente. Čudno, prisegel bi. Kar izvoli jabolčno pito. Odlično je, Petrček, še en košček bom. Ni bilo že dovolj. Rastam in imam velik apetit. Že spet je. Poglejte ta sladkor in maščobo. Odvratno. Nujno sporočilo za žolčnik naj poveča izločanje, drugače ne bomo prebavili maščob. Trebušna slinavka naj izloči več encimov, da bomo prebavili ves ta sladkor. Adijo. Deluje kot namazano. Čeprav želodec opravi večino dela brez žolčnika, v jetrih ne bi mogli prebaviti maščob. Kje so encimi trebušne slinavke, ki sem jih zahteval? Potrebujemo jih za sladkorje in beljakovine. Poročnik, vse polno bakterije. Pomiri se, Tepček. Te bakterije so na naši strani. Si v šoli sedel na ušesih, ha? Danes jih boš videl še več milijonov.
Poglej, prijateljica celuloza. Ja, res je, jabolčna lupina je najboljša. Vidim, da spet izdelujete vitamine. Le kaj bi telo brez vitaminov, ki jih proizvajamo? Povejte. Že spet se začenja. Kdaj si bomo odpočili? Je samo tisto, kar hoče. Ja, in še tole med obroki. Kaj je to premetavanje? Pozor, želodec je preobremenjen, zasilno praznjenje prostora je neizogibno. Kaj misliš s tem, praznjenje prostora? Bruhal bo. Naj prižgem ekrane. Seveda. Požaruh, ustavi se. To je kaplja čez rob. Tako ja, kmalu se boš počutil bolje. Popij to, pomagalo ti bo. Deluje, srečo ima. Tako je, ko pojeste preveč dobre hrane. Ampak moramo ga razumeti. Pita je bila odlična. To je to. Zdaj nadaljujmo s prebavo. Kje smo ostali? Seveda, v 12. Čiščenje krvi lepo deluje. Jetra. Srečo ima, da ima zdrava in mlada jetra, ki odstranjujejo nezaželene snovi. Toda jetra pridejo na vrsto kdaj drugič. Jetra so čudežna. Tudi trebušna slinavka je zelo zanimiva. Tako, gremo naprej. Zatišje vlada, kaj ne? Ja, še dobro. Dobro jutro obema. Brez pritožb? Kot ponavadi, nič posebnega. Preglejta tanko črevo, ubožac je bil danes že slab. Nočemo, da dobi še drisko. Dobra zamisel. Mi pa nazaj na delo. Od blizu bi si ogledal resice v tankem črevesju. Črevesje je polno resic, ki imajo tanko kožo in so dobro prekrvavljene. Tu snovi zapustijo prebavni sistem in vstopijo v krvni obtok, tako da se stisnejo skozi stene žil, sladkorji, soli, maščobe, vitamini. Žal, to da aminokisline ne smete štopati. Najdite svoj prevoz do jeter, pojdite po dverni do vodnici. Kar v tisti smeri pojdite. Nič ne bo maščoba, v limfni sistem moraš, kot da ne veste. Vemo, da sovražiš ogljikov dioksid, Hemo. Ne skrbi, Hemo, po jetrih se boš počutil veliko boljše. Sklonite se. Poglejte, kapitan. Bakterije salmonele povzročajo zastrupitev s hrano. Kličem vsa protitelesca, nujno! V tankem črevesju je salmonela.
Nahajamo se v 12-terniku. Pošljite enoto za boj s salmonelo. Potrebovali bomo dodatne makrofage. O ne, opapsili smo nas, poberimo se. Naloga upravljena. Čakajte, poročnica. Nekdo me kliče. Položaj smo obvladali, poveljnik. Salmonele so prišle v tanko črevo, toda makrofagi so jih pokončali. Dobro, odlično. Hvala, gospod. Mladenič je prebolel slabost in napad salmonele, ki je prišla v telo, ker ni umil rok pred obrokom. V notranjosti se proces prebave nadaljuje brez zapletov. Veliki naval je mimo. Le bakterije lovijo še zadnje dele celuloze. Gospod policist, bakterije nam ne dajo miru. Tudi mi delamo, skrbimo za čistočo. Koliformna bakterija cepi beljakovine v aminokisline, njena prijateljica išče naprej. Medtem pa ostale izdelujejo vitamine. Punce, ne pozabite na izdelavo vitamina B, potrebujejo ga za kri. Kaj pa vitamin K? Kri se ne strdi brez njega. Vedno pozabim vzorec za vitamin B. Daj meni, ti pokažem, tako bo. Tako bo. Vlaknine so vse, kar je ostalo od slastnega kosila. Zdaj smo v debelem črevesju, kjer vlaknine pošteno stiska. Stiskanje iz vlaken odstrani vlago. Vlago posrka črevesje, medtem ko vlakna nadaljujejo pot. Kaj je tam spodaj? Slepo črevo. Čemu služi? Ničemur, le vname se lahko. Vidite, na koncu prebavnega sistema je veliko bakterij in protiteles, ki so na straži. Zakaj jih potrebujemo toliko? To je konec prebavne poti. Če bi škodljive bakterije prišle do sem, bi se tu zlahka namnožile, ker je okolje idealno zanje. Pri prebavi pomagajo številne bakterije, ki delajo zastonj. No, zdaj pa nazaj na delo. Fantje, tu smo. Počakajte na moj znak za delitev. Ujeli jih bomo nepripravljene. Pripravljeni? Pozor, delite se! Salmonela, policija, oglasite se. Na poti so, maestro. Lepo, čim prej ne pridejo. Širijo se kot gozdni požar. Prav imaš, alarm! V debelem črevesju imamo salmonelo. Policija, oglasite se! Policisti, prihitite sem. Poslušajte protitelesca. Pozor! Gre za nujen primer. Zelo hitro se množijo, nujno potrebujemo posebno enoto za boj proti salmoneli. Salmoneli, ja? Pa svojih, fantje. Toda medtem se kar še množite. Uničili bomo prebavni sistem tega otroka. Naš fant ne bi tako trdno spal, če bi vedel, da ga napadajo bakterije.
Sam bo kriv, če jim bo uspelo, nisi umival rok. Ta bitka bo zelo obsežna. Poveljnik Peter je pa glavni. Množijo se še bolj hitro. Napadimo zdaj. Metro, ukaz je sledeč. Sovražnika napadi z levega boka. Poročnik Bajs jih bo napadal po sredini, brez usmiljenja. Poročnica Psi, varujte desni bok z limfocitnimi enotami. Razumete? Sprejeto, poveljnik. Kapitan Peterček, vodenje te operacije prepuščam vam. Računam na vas. Ne bom vas razočaral, poveljnik. Kličem vse prijateljske bakterije, me slišite? Potrebujemo vašo pomoč za odstranitev salmonele. Prosimo, pohitite, prosimo. Zmenjeno, gospod. Kjer ne vidim zaveznikov? Tu so, končno. Ni vzroka za skrb, poročnik, mi vas ne bi pustili na cedilu. Vem, to da ni vas prav veliko, kaj ne? Tudi mi imamo nekaj trikov, le glejte nas. Tako, zdaj bo konec. V človeških prebavilih je na milijone bakterij, ki se borijo za preživetje. Nekatere so resnično zlobne, toda prijateljske bakterije prevladujejo. Ko dobre bakterije premagajo zlobne, kot je v večini primerov, je vse v redu. Koristni organizmi zmagajo, ker sodelujejo s telesom, ki jim daje zavetišče. Oni ga varujejo. Zgodba o prebavi je pri koncu. Zadnji korak je izločanje odpadkov. Tovarna telesa. Čeprav predstavljajo le 2% celotne teže, porabijo četrtino kisika, ki ga prenašajo rdeče krvničke. Skoraj toliko kot možgani. Sladkorji, aminokisline, prebava je v redu. Kam gredo, poročnik?
V jedra seveda, ki so veliko skladišče sladkorja in tovarna beljakovin. Beljakovin, kaj je to? Beljakovine so gradbeni material za mnoge telesne dele, kot opeka za hišo. Bo telo gradilo hiše? Ne bodite tako neumni. Beljakovine tvorijo rdeče krničke, krvno plazmo in še mnoge reči. Tudi proti telesa. Poglejte vitamine, jedra jih skladiščijo. Česa pa jedra ne zmorejo, poročnik? Seveda ne zmorejo vsega. Paziti jih je treba. Občutljive so na okužbe. Kar pospravite tistega. Vsi, ki imate kaj prijaviti, na tisto stran. Kdo ste vi in odkot prihajate? Sem maščoba, ki je bila prebavljena. Verjamem. Kar naprej. Mi smo aminokislini, gospod. Že v redu, kar noter. Mi smo peptidi, pomagamo pri tvorbi beljakovin. Kaj ste pripeljali danes? Takole gre, gospod. Strupe, kaj ne? Se mi je kar zdelo. Strupov ne maramo, odpeljite jih na odpad. Sladkorji? Sladkorji? Ja, kar noter. Stojte. Maščobe, pojdite tja na tisto stran. Potrebujejo vas v oddelku za izdelavo maščob pri ribosomih. Aha, vas smo čakali. Sladkorji, kar noter, zaloga usiha. Stojte! Poglej, Kaj? imam privide? Kaj? Glej! Oprostite, kaj pa počnete? Prihajajo sumljive snovi, kaj bomo ukrenili? Na milijone aminokislin. Kaj zdaj? Sladkor na tonega je! Maestro, preveč holesterola imamo. Tudi železo se kopiči. Kaj zdaj, maestro? Na začetku sprejmemo snovi, shranimo in nato spremenimo. Nato jih izdamo, ko jih potrebujemo. Kar na delo, gospodje, ne bo nas zgrabila panika. Dobili smo veliko naročilo za žolč. Potrebujejo ga za topljenje maščobe. To je naša glavna naloga. Podpora prebave. Takoj ga dobavite. Čakajte! Čakajte, vadim branje. Tako piše. Draga jedra, pošljite veliko sladkorja, možgani. Maestro, možgani nujno potrebujejo sladkor. Ta zahteva je popolnoma normalna, ker možgani nimajo svojih rezerv. Mi moramo dobavljati sladkor po potrebi. Kar na delo. Adijo.
Vidim, da hočete nujno pošiljko sladkorja po jedrni dovodnici. Zbudite se, nujna dostava za možgane. Kdo je prost? Jaz sem na voljo. Lahko gre ekspresno. Mi smo za nujne dostave. Jaz lahko poletim. Možgani so, tako da ima prednost. Pilot, vi ste na vrsti. Veš, ko bi le vedel, zakaj možgani potrebujejo toliko sladkorja. Veliko dela, ja? Ja bi rekel, tako kot midva. Sladkor za možgane po jetrni odvodnici v veliki krvni obtok. Spustite ga. Jetra so med največjimi strankami in dobavitelji. Vseeno mi je, sovražim ogljikov dioksid. Slabo mi je. Pomiri se, Hemo, kmalu bomo v srcu, potem bomo v pljučih, kjer boš dobil kisik. Gotovo boš zdržal do takrat. Upam, le upanje na to mi daje moč. Delajte tako z malo, jaz sem sladkor. Stojte, prekoračili ste omejitev hitrosti. Kaj narobe, kolega? Motite prost pretok v moji žili. To je narobe. Pomiri se. Zvezni agent ste. Nisem vedel. Jap. Celo čredo sladkorja ženem v možgane. Vi imate prednost, gospod. Fantje, gremo naprej. Daj, pokaži mi, kako plezaš. Nič lažjega. Še 2krat zapored zmoram. Ojoj, poškodoval si se. Je že v redu. Kaj je bilo? Izgubil sem oprijem, to je vse. Ne smemo tvegati. Vsaka rana, tudi če je majhna, je lahko vir okužbe. Potrebujemo ploščice, vendar jih ne vidim. Le kje bi bile? Obvestili smo jih, kmalu morajo priti. Tam so, glejte. Ne gre ravno po načrtu, kaj ne? Potrebujemo veliko fibrina. Res je, rana se ne bo zacelila brez fibrina. Poglejte tja. Držite se, fantje. Primi se me, fibrin bo vsak čas tu. Ne morem več. No, daj se. Prepozno. Brez fibrina ne bo šlo. Zakaj nam ga ne pošljejo? Zdržite, dokler morate. Priskrbela bova fibrin. Ga smela zbuditi? Zmoti bo stradaj. Ko bi le nehala s tem, potrebujemo fibrin. Fibrin, razumeta? Telo ima grdo prasko, ki noče nehati krvaveti. Kje je fibrin?
Kdo me je zbudil? Upam, da gre za nujni primer. Kaj je to zdaj? Fibrin. Maestro, grda rana se noče zaceliti. Potem nehajte oklevati, takoj oddajte naročila za fibrinogen. Fibrinogen, maestro, ne fibrin? Takoj bom. Nujno potrebujemo fibrinogen. Maestro, zakaj ste naročili fibrinogen, če potrebujemo fibrin? Ne razumem. Preprosto je. Kaj res? Fibrin je kot mreža vlaken, ki povezujejo stvari. To mrežo spletamo na mestu iz posameznih vlaken fibrinogena. Je še kaj bolj preprostega. Ti vozovi imajo prednost, ker prevažajo nujne zaloge fibrinogena za popravilo žile. Presneto, roke so utrujene, ne smemo oklevati, energijo in beljakovine za mišice rabimo. Potem ne oklevajte, naša naloga je proizvodnja sladkorjev in beljakovin. Na to se ne spoznam. Pridite z mano, da vam pokažem nekaj zanimivega. Poglejte, kaj se dogaja tu. Dobro, vode se izdela vožovča. Takole. Opala. A, v redu, ja, se vsem pričakoval, kar notar. Še več soli. Dobro, še malo vode. Žolč potrebuje veliko vode. Je to vzorec? No, ja, gospod, ustreza vsem merilom, zelo kakovosten je. Prav, odpošljite ga naprej. Imam ga, ne skrbite. Da ga ne vidim več. Tu je vzorec žolča, ki ste ga zahtevali. Pripravljeni smo za zagon proizvodnje, gospod. Zadeva je nujna, tovarna žolča v čakanju. Kaj pa se igrata vidva? Razbijata laboratorijsko opremo. V prihodnosti se boš moral zbrati, mladenič. Toda, zdaj pozabimo na to. Kaj ste hoteli? Vzorec sem prinesel. Potem pa kar začnite s proizvodnjo. Ja, gospod. Ukaz je bil izdan. Prav, nadaljujte. Potem sem vedno tako živčen. Bom že uredil, vi kar zadremajte. Še dobro zame, ko je maestro tako živčen, mi je potem hvaležen. Pripravljeni smo na vlivanje.
se. Odprl bom glavni ventil številka 1. Moja kapa. Obožujem maslo, lahko bi ga jedel brez kruha. Kaj je pa to? Holesterol. Čemu služi? Kup stvari delamo iz njega. Celične stene, žolč in hormone. Malo ga je, toda brez njega ne bi šlo. Sol, pridite sem, sol. Sladkor sem. Holesterol, kar sem. Potrebujemo vas za celične stene, kar noter. Si mi pripeljal holesterol? Ja, sviše, naravnosti ziter. Naložite! Dvignite! Tako je, še malo maščob, pa bomo končali. Ja, kaj pa počnete? Še do zamaška bo prišlo. Pozor, v četrti srčni arteriji prihaja do zamaška, pritok krvi je omejen, takoj prenehajte s proizvodnjo holesterola. Ponavljam, takoj prenehajte s proizvodnjo holesterola. Nesmisel. Holesterola niso izdelala jetra. Si umil roke? Gotovo si pozabil, kot vedno. Policisti gredo, pojdite za mano. V pravem trenutku se bomo razdelili. Zakaj ne začnemo kar zdaj? Še dobro, da si vprašal, zdaj vem, da nimaš pojma. Mi smo virusi hepatitisa, prazna buča. Skrili se bomo v jedro in zasedli vse tovarne. Za mano! Aminokisline, zapeljal vas bom. Skočite gor. Kaj pa gremo? Naravnost v jedra podverne žili. A super! Vi? Imate kaj za prijaviti? Ja, aminokisline, naravnosti iz prebave. Poglejte jih. Prav, odpeljite jih do ribosoma. Živahne so. Znotraj celice se nahajajo ribosomi, proizvodne mize za beljakovine. Ribosomi jih razmnožujejo natančno po navodilih na dolgi molekuli RNK, ki prihaja iz jedra. To je molekula RNK, ki prihaja iz jedra. Je natančna kopija beljakovine. A bomo zgrabili beljakovino in zbežali?
Bedak, beljakovine niso za nas. Ok, kaj pa potem je? Vidiš, tisto je ribosom, tovarna. Aja, izdelki nas ne zanimajo. Res je, dokler mu ne damo novih navodil, naše lastne molekule DNK. S tem bomo spremenili program stroja. Presenečeni boste, kaj bo izdeloval. Evo ja, tako je. Upam, da zgoraj vedo, kaj počnejo. Jaz le izpolnjujem ukaze. Ej! Splošni alarm, položaj je resen. Jetro so napadli virusi hepatitisa A. Kličemo varnostne enote. Položaj je vse slabši, vse enote takoj na kraj. Petrček, slabo mi je. Ne vem, kaj mi je. Morda sem preveč pojedel. Morda, jaz bi rekel, da si bolan. Okužene celice so obvestile sosede, ki že izdelujejo interferon, da se obranijo virusov. Odlično, interferon nam bo koristil. Pozdravljeni, interferonski junaki. Potrebujemo vaše supermoči. Celicam grozijo sile zla, trop hepatitisa A. Interferon je upočasnil razmnoževanje. Dobro, čas je za delitev, na to v napad. Napad! Vse limfocitne ladje, razdelite se. O božec, kako se držiš? Več dni si že bolan. Se še nisi naveličal? Škoda. Ja, Petrček, zelo slabo se počutim, tudi še slabša je hrana, ki jo moram jesti.